Gledate oddajo Klepet ob kavi. Dobrodošli v letu 2020. Je kaj drugače? Verjetno ni čist nič drugače. Razen to, da ste mogoče majčkeno bolj napihnjeni, pa v povprečju naj bi 2 kili se zredili ljudje v mesecu decembru, pa še kaj je mogoče drugače, mogoče kakšen glavobol ali pa karkoli podobnega. No, mi bomo današnjo prvo oddajo v letu 2020 preživeli pravzaprav malce v retrospekciji. V tem smislu, da bomo preverili in tudi nagradili najbolj konkretne, najbolj smešne, najbolj zabavne, najbolj nenavadne pravzaprav tudi trenutke, ki so se zgodili zdaj že v prejšnjem letu, v letu 2019. Kje je že to, boste zdaj rekli, ne? Prva kategorija, taka zabavna, veste, da radi posegamo in se radi ukvarjamo z globino človeške duše, a vendarle tale bo zelo površna kategorija. Govorili bomo o najbolj oblečeni gosti, ki nas je obiskala v letu 2019. Katera bo ta? Kaj pravite? No, doktorica Veronika Podgoršek. Evo, večkrat dejansko, ko je prihajala k nam, je blestela v svojih čudovitih kreacijah, ženstvenem stilu in evo, vsekakor veliko priznanje, torej najbolje oblečeni doktor Veroniki Podgoršek. Evo, naslednja kategorija, pa najbolj bizarna izjava. Najbolj bizarna izjava, ki je mnoge pustila odprtih ust, a se kaj takega res dogaja. Ta pa pripada, Kseniji Leban in kar dajmo si pogledati tole njeno izjavo. Torej, najbolj bizarno izjavo v letu 2019. V tistem obdobju pred nesrečo, v kateri sem dejansko končala s poškodbami in tako naprej, sem imela 3 konkretne situacije na cesti. V vsaki prejšnji sem se izognila, ta zadnja pa je bila tista končna, ko se je zgodilo, kar se je zgodilo. In tudi v tisti, bi rekla, približno uri pred nesrečo, sem imela več, če bi se temu lahko reklo, flashov ali prividov, ko sem dejansko videla sebe oblečeno v tistih oblačilih, kot sem oblečena bila tisti dan, z razbitim čelom na volanu. In zato sem bila zelo previdna. Pri prvem sem si še mislila, kaj je zdaj to. Potem sem pa zelo res previdno vozila, pela, bila kolikor toliko sem bila navzoča, kolikor sem bila zmožna biti navzoča. Tako da, ko se je potem zgodila nesreča sama, me to mogoče ni toliko presenetilo, čeprav me je, ampak sem zaradi tega sploh imela reakcijski čas, ki ga sicer glede na okoliščine skoraj da ne bi imela. In sem bila zelo presenečena, da je do nesreče dejansko prišlo, ker sem mislila, da se ji bom izognila. In res je tudi to, da preden sem šla takrat na pot, sem na eno elektronsko sporočilo skoraj da odgovorila, nekaj mi je v meni reklo, in potem sem se kar zgrozila in nisem napisala, da žal oseba, ki pišete, se ne more oglasiti, ker je umrla v prometni nesreči. Takole, umrla in prišla nazaj, tole je bila najbolj bizarna izjava v letu 2019. Bomo pa danes med vsemi temi spomini, tisti, ki so pustili največji pečat, podarili tudi kipec Svetovit. Svetovit je namreč zelo poznan v slovenski, slovanski, bom rekla, mitologiji oziroma vseh teh zgodbah kot tisti, ki vse vidi. Torej, kot vidite, sam kipec ima 4 glave oziroma 1 glavo pa 4 obraze na vse smeri obrnjeno, vse vidi, vse ve in tale iz kraškega kamna izklesan iz res enih takih krasnih rok. No, naslednja kategorija pa najbolj obiskan, najbolj zaželen in najbolj pohvaljen dogodek v letu 2019, to pa je, kateri je tisti najbolj obiskan? Veliko žensk predvsem ga je obiskalo v letu 2019 in tudi 2018.
To je dogodek, ki smo ga že dolgo časa nazaj poimenovali Vikend za dušo. Vikendi za dušo načeloma potekajo v Strunjanu in tudi v Strunjanu pravzaprav bo potekal zadnji vikend za dušo. Ta vikend za dušo pa je seveda namenjen konec meseca januarja hormonom in pomlajevanju. Torej za ženske, posebej za ženske, in to bo tudi zadnji vikend za dušo. Tudi z mano osebno, kajti potem vidite, da bom se počasi posvečala drugačnim hormonskim zadevam, ne toliko za gosti, ampak bolj s kakšnim drugim bitjem. Torej, ja, to je bila tale kategorija in naslednja kategorija pa kategorija za najboljši izdelek. Torej, najboljši izdelek za zdravje v letu 2019 pa kurkumin, tako, kurkumin kompleks. Tole je ena krasna zadeva in sicer BCM 95, standardizirani izvleček, dokazano najmočnejši in ekološki, brez sintetičnih teh pospeševalcev, ki pravijo, da 200krat bolj deluje in ne vem kaj še vse. Torej, ekološki in najmočnejši, največjo biorazpoložljivost. Dajmo si pogledati, kaj so o njem povedale naše gostje, kajti to je res zelo krasna zadeva, da ga imamo na voljo tudi v Sloveniji, prihaja pa iz Indije. Mnogi menijo, da je kurkuma najbolj zdravilna rastlina na svetu. V telesu deluje kot nadležna inšpektorica in preverja stanje vsake celice in jih popravlja s svojim protivnetnim, antikancerogenim in antivirusnim sposobnostim. A osnovna težava kurkume je njena absorpcija, torej sposobnost vsrkavanja v krvni obtok, zaradi katere je v terapevtske namene potrebno uživati zares velikih količinah. Dejstvo je, da na trgu najdete veliko dodatkov kurkume, ki obljubljajo mnogo, pri tem pa tudi ostane. Tudi tisti izdelki, ki obljubljajo visoko učinkovitost, ne navajajo, da gre za sintetične, nenaravne metode ojačevanja, kar pa je lahko škodljivo. Ne navajajo polnil in ne navajajo podjetja, kjer so bili izvlečki pridobljeni. Po mnenju znanstvenikov in na podlagi vseh kliničnih študij na svetu obstaja zgolj eden izvleček, ki je ravno zaradi ustreznih procesov najmočnejši bioaktivni kurkuminov izvleček na svetu. Proizvaja se v Indiji, standardiziran izvleček pa se imenuje Kurkogreen BCM 95. Po vseh dosedanjih raziskavah, in teh je bilo več kot 50, je BCM 95 edini ekstrakt kurkume, ki lahko poveča absorpcijo prostih metabolitov kurkumina za 600 do 700% in to brez sintetičnih postopkov na naraven način. Odobren pa ima tudi patent za terapijo z Alzheimerjevo boleznijo. Ko izbirate prehransko dopolnilo kurkume, bodite torej pozorni, da gre za standardiziran izvleček BCM 95, tako se boste izognili zavajanju in izdelkom, ki so potenciranje dosegli sintetiko, uporabljajo polnila, alergene, konzervanse in nimajo opravljen toksikoloških ter kliničnih študij. Kurkuma je zakon! Takole, torej, med vsemi temi kategorijami tudi najbolj pohvaljen, najbolj zaželjen izdelek, ki je absolutno šele proti koncu leta 2019 prišel tudi na slovenski trg, torej kurkumin kompleks, Kurkogreen, ekokurkumin kompleks, ki pa je torej predvsem nadvse zaželen med tistimi, ki želite obvladovati svoje bolečine na bolj naraven način in brez stranskih učinkov. Pravzaprav na povsem naraven način, kajti kurkumin, ki je del kurkume v nekaj zelo majhnih odstotkih, je tisti torej, ki blaži bolečine in ugotovili so, da dejansko celo bolj učinkovito kot pa marsikater analgetik, torej tableta proti bolečini, ki pa povzroči še kup ostalih stranskih učinkov, tudi kar se tiče težav z želodcem in vsemi ostalimi zadevami. Tako da evo, iskrene čestitke ekokurkumin kompleksu. Mi pa nadaljujemo z naslednjo kategorijo. Naslednja kategorija je pravzaprav najbolj ganljiva izjava
tista, ki se nas je v letu 2019 zares dotaknilo. To sta zaupala tudi v oddaji Klepet ob kavi, zakonca Bezanšek, v Šentjurju živita, to je moj rodni kraj. Moram reči, da Nino poznam iz šolskih klopi, kot iz osnovne šole, kot izjemno ambiciozno, radoživo, živahno dekle. In ko sem jo po kakšnih 10 letih srečala tukaj v našem studiu, zato da sta povedala, kako sta sama doživljala, zato da sta ozaveščala o zelo redkih boleznih, ki jo je imel tudi njun drugorojenec William Julijan. Se mi je kar srce strlo, ko sem jo dejansko videla v črnini, v taki globoki žalosti, a vendarle tako zelo pogumno, da o tem govori in da seveda v okviru delovanja sklada William Julijan tudi na takšen način ozavešča ostale. Poglejmo si torej tole izjavo. Sem rekel, sej bo vse v redu, pa je rekla, da ne. In jaz sem rekel, kaj ne, sej se pa bomo vse naredili, sej bomo pomagali dečku. Je pa rekla ne, ker William Julijan bo umrl. In pač to je še zdaj v bistvu zelo boleč trenutek, ker starš enostavno to zelo težko sprejme. In potem se je začel ta film odvijati v naju. Starš ga v tistem trenutku vse skozi Nina enostavno odreagirala zelo čustveno kot mama, ampak jaz sem vztrajal pri tem, da bomo otroku pomagali in da bomo vse naredili za to in da gremo na Mars, če je potrebno, sem rekel, v Ameriko, pač vse bomo naredili, vem, da je to možno. Leta 2018 medicina je zelo visoko razvita, ampak dejansko je vztrajala pri tem, da za to bolezen ni zdravil in tako je tudi še danes. Od Williama Julijana smo se poslovila pred slabimi 4 meseci in enostavno za to bolezen še ni zdravila. Takole ganljiva izpoved in vendarle tako pogumna starša, wow, zares inspiracija vsem ostalim, ki so v podobni situaciji in zares hvala za to, ker sta. Naslednja kategorija pa meni zelo ljuba. Zakaj? Kokarkoli govorimo, da ne beremo rumenega tiska, da nas ne zanima, kaj počnejo znani in vse ostalo, je dejstvo, da imajo znani, da imajo zvezde, medijsko prepoznavne osebnosti veliko moč. Moč, da pravzaprav naredijo kaj dobrega ali pa naredijo veliko slabega. Da dajejo neke dobre vzglede ali pa da dajejo neke slabe vzglede. V vsakem primeru na očeh so in njihova dejanja, kokarkoli bomo rekli, štejejo več, kajti na nek način lahko popularizirajo določeno zadevo, jo naredijo bolj normalno, da se reče temu, in na takšen način zares velik prispevek naredijo družbi. In to je tudi naslednja kategorija in oseba, ki bo dobila tale svetovit, ki vse vidi na vse strani neba. In kdo je ta oseba, ki je najbolj etično, najbolj moralno, najbolj uporabno, najbolj koristno izkoristila svojo medijsko prepoznavnost v letu 2019? Tada! To je tako lepo povedala. Ja, evo, izvoli iskrene čestitke. Ja, najlepša hvala. Ja. Verjetno bi rej Viktorja ali kaj takega, kako pa vem. Mislim, ne vem, sploh mi je všeč to, da vse vidi. Ja, vse vidi. Se mi zdi, da bo videl tudi kaj, kar jaz ne. Ja, no, svetovit. Se ti kaj sanja, ne, verjetno, zakaj smo ti podarili to nagrado? Mislim, da je to v tvojem naročju razlog. Ja. Povej, kaj si se ti v bistvu odločila, na kakšen način boš izkoristila za dobro svojo medijsko prepoznavnost? Pravzaprav sem tudi sama razmišljala o tem, ampak se mi zdi, da ima vsak neko svoje poslanstvo. In da sem jaz to našla nekako v pomoči živalim. In ker je bilo tale koledar tako uspešen in ker se je dotaknil veliko ljudi, sem se odločila, da to ponovim in na tak način v bistvu nadaljujem in svetu sporočam takole.
Ja, na takšen način. Tako. Lepe, čudovite fotografije, zdaj imam tukaj tvoj koledar. To so muce z ulice, praviš, ne? Tako, no, tale ni iz ulice, ne. Ja. Letos so pravzaprav mucem z ulice priskočili na pomoč tudi njihovi srečnejši prijatelji, ne, če lahko tako rečemo, se pravi pasenski mački, ki so pa mjavkali z njimi in recimo, da tudi oni sporočajo, da pa muce z ulice potrebujejo pomoč. Ampak tale mucek pa definitivno ni z ulice. Ja, pa je. Je? Ja, to je moja muca Arven, ki je bila najdena na Jeseniški ulici, eni izmed jeseniških ulic. Ja. Seveda v precej slabšem stanju, kot je tlele, ne? Ja, mislim, tukaj je prava lepotica. Ja, res, Upam, da se res. tole fajn vidi. Ja, prava lepotica je. Koliko časa je že pri tebi? 1 leto pa zdajle, ja. 1 leto? Tako, ja, tako. Wow! Koliko mačk pa imaš? Samo njo, čeprav zdaj imam še enega mucka, ki se je v bistvu priklatil k meni. Ko sem se preselila, so kar mački začeli prihajati. Tako da nekako imam neko zgledo energijo, ki jih privabljam. Tako da zdaj skrbim še za enega, no, ki je pa v bistvu bolj zunaj. Tale gospodična, ja, se je pa lepo poredila, zgostila se je dlaka, je ratala kar fina, no. Manekenka. Manekenka, ja. Ja. Iz ulice, evo, gavnarka, jeseniška, zdaj pa lepotička. Zdaj pa lepotička je bela, Tara, torej spodbujaš ljudi, da dejansko povabijo žival v svoje življenje, da je to žival, ki je posvojena, ki je najdena, ki je zapuščena. Tako, ja. Ja, ker jih je res veliko, ne, teh živali, že tavajočih, ne, po ulicah, ki pravzaprav nimajo nobenega lastnika, je veliko. Društva za zaščito živali so polna, zavetišča so polna in se mi zdi, zakaj ne bi osrečali eno živalco, ki čaka, ne, prav čaka na ljubezen in toplino. Ampak sej konec koncev nam žival toliko potem vrne, da se ta krog sklene, ne. A se ti zdi, da meni se zdi, no, da živalka je posvojena, kakor ve, da si jo rešil? Ja, ne vem, mogoče ti daje, drugače ti vrača, no, to svojo ljubezen. Jaz sem do zdaj v bistvu večinoma, no, vse pravzaprav, ali so bile najdene, ne, ali pa sem jih posvojila, tako da v bistvu ne bi znala primerjati, kako je, ne, če jo pa kupaš, ne, tako da Ne rabiš vedeti, očitno definitivno ne rabiš vedeti. V letu 2020, ki se je danes tako lepo začel, povej, imaš tudi ti kakšne plane, tudi takele, ki si jih jaz imela prejšnjo leto? Veš, da tole nimam, no. Tole nimam. Se pravi, niti ne bom izgovorila tega. Tole nimam v planu. Se veš, kako je, ne? Ne, klič hudiča, kaj? Tako da zaenkrat, no, imam plane skrbeti za živalce, če pa pač, ne, se kaj zgodi, se pa pač zgodi. Če prije kakšna manj kosmata živalca, ne? To misliš. Ja. Odlično, Ja, evo, tako. lepo. Kam boš postavila zdaj Svetovid? Svoji muci tam, da ga bo videla? Ja, bo dobil svoje mesto, no. Tegale mislim, da ne bo podrla, ker je kar težek. Ja. Ker drugače vse leti iz mis, iz posodno. Ja, Ker, ampak je pa zagleda. zabavno, ne? Seveda. Ampak smrekce jelke nimamo. Okej, Ja, tega nimamo, zaradi mačka. seveda. Ker je več na tleh, kot pa ne, Ja. postavljena. Ja. Je pa bi bilo, ne? Ping-pong ping, malo, ping, ne? ping, ja. Ping-pong. Ja, razmišljam, da bi za naslednjo leto jo v kletko dala. Smrekco ali mačko? Ne, smrekco. To mi je všeč, ona bi dala smrekco v kletko. Tako je, maček mora biti spuščen, ne more biti Ja. svoboden in srečen, tako je. Ja. Dovoliš v posteljo pa to? Ja, malo se pride pocrkljati, priznam. Okej, v redu. Super, Tara, hvala za tole in iskrene čestitke. Torej, v tem prvem delu našega skupnega druženja v nadaljevanju bomo še nagrajevali in imamo še svetovide tukaj. Torej, danes ste ugotovili najlepše oblečena dr. Veronika Podgoršek. Potem smo imeli najbolj bizarna izjava Ksenija Leban. Najboljši dogodek, vikend za dušo, izdelek za zdravje je bil kurkumin, ganljiva izjava zakonca Bezenšek in tukaj ste spoznali tudi Taro. V nadaljevanju pa še marsikaj zanimivega, ostanite v naši družbi.